Prvič, preverjanj znanja v obliki poskusnih testov naj bi bilo manj oziroma sploh ne več. Znanje boste odslej preverjali in utrjevali sproti kot del rednega učnega procesa. Drugič, uvaja se tudi več načinov ocenjevanja. Poleg pisnih in ustnih preizkusov bodo učitelji lahko ocenjevali tudi izdelke, nastope, poskuse in projekte. Pomembno pa je, da večina ocen pri predmetu ne bo smela biti pridobljena s pisnimi testi. To pomeni, da bo končna ocena na primer pri slovenščini odvisna od pisnega in ustnega ocenjevanja znanja ter odgovornega nastopa. Tretjič, učenci boste lahko za en izdelek dobili ocene pri več predmetih, če gre za medpredmetni projekt, na primer pri naravoslovju in slovenščini hkrati. Vaš zapis poskusa pri kemiji bi lahko, ne pa nujno, ocenil tudi učitelj za slovenščino in preveril, kako ste pri odgovorih pazili na jezik. Četrtič, zmanjšuje se tudi minimalno število ocen. Pri predmetih z do 2 urama tedensko boste morali imeti najmanj 2 oceni in ne več 3, pri predmetih z več urami pa najmanj 4 in ne več 6 kot prej. Petič, še vedno lahko na teden pišete največ 2 testa, novost pa je, da vas na dan, ko pišete test, ne smejo ocenjevati ustno pri drugih predmetih. Lahko pa ocenjujejo druge izdelke, na primer likovne, tehnične in druge, ter nastope in dejavnosti. Šestič, pisnih testov tudi ne bo več smelo biti 3 dni pred koncem ocenjevalnega obdobja, razen pri morebitnem ponavljanju. Sedmič, če bo test polovica ali več učencev pisala negativno, bo treba test ponoviti. Prej je bilo dovolj že, če je bilo negativnih ocen za tretjino. In še osmič. Pomembna sprememba je še ta, da končna ocena predmeta ne bo več nujno povprečje vseh ocen, ampak jo bo učitelj določil glede na ves napredek učenca. To pomeni, da bo vaše povprečje ocen sicer lahko kazalo na oceno 4, a bo učitelj ocenil, da ste pri pouku tako dobro napredovali, da je vaše znanje odlično.